Torej, lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke in novinarji. Upravičujemo se uvodoma za kasnejši začetek zaradi tehničnih težav. Danes, kot veste, je vlada sprejela dopolnitve uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Dopolnitve na področju pogonskih goriv bo predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Žal, zaradi tehničnih težav, kot smo že omenili, ki jo imamo z Zoom aplikacijo, novinarji ne boste mogli zastavljati vprašanj. Vseeno smo se odločili, da kljub samo minister poda izjavo, ki jo boste lahko seveda uporabili. In za tehnične težave se opravičujemo. Minister, sedaj pa izvolite. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Kot je bilo povedano, je danes vlada sprejela dodatno odločitev glede začasne regulacije pogonskih goriv v korist gospodarstva in državljanov. Določili smo najvišje dovoljene veloprodajne cene z DDV-jem, ki znašata za neosvinčen 95-oktanski bencin 1,483 evra na liter in za dizel 1,521 evra na liter. To je končna, najvišja možna bruto veleprodajna cena, vključuje tudi DDV, ki jo veletrgovci lahko zaračunajo pri preprodaji. Ti najvišji možni veleprodajni ceni ste za 0,02 evra na liter nižji od določene drobnoprodajne cene. Ocenjujemo, da takšna razlika predvsem omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem, ki jim veletrgovci v zadnjem obdobju niso dobavljali zadostnih količin goriv. Najvišji drobnoprodajni ceni ostajata do nadaljnjega nespremenjeni. Poudarjam, da je ukrep določitve cen začasen in velja po novem do vključno 30. aprila letošnjega leta. Obenem pa je vlada odločila, da bo za čas trajanja sprejetega ukrepa določila nadomestilo podjetjem, ki jim ta ukrep povzroča občutno škodo. Nadomestilo bo določila z odlokom po izteku ukrepa. Vlada zato nalaga trgovcem, da zaradi ukrepa določitve najvišjih dovoljenih cen naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati omenjenega blaga. Kot smo večkrat poudarili, vlada spremlja razmere na trgu in mora skrbeti tudi za eno in drugo stran. Tako za potrošnike, kot na drugi strani za podjetja, ki prodajajo pogonska goriva. Ukrepi so potrebni, da umirjamo razmere na trgu v korist državljanov in obenem tudi gospodarstva. Oboji so ukrep pozdravili. Z dodatnim ukrepom določitve najvišje dovoljene veleprodajne cene želimo omogočiti prodajo vsem trgovcem z gorivi, tudi malim, ki so imeli do sedaj problem v nabavi goriv. Obenem pa bomo distributerjem, ki bodo utrpeli občutno škodo, izplačali nadomestilo. Hvala lepa, minister. Žal mislim, da pogledujem proti našim tehnikom, nimamo možnosti zastavljanja vprašanj v živo, tako da se bomo tukaj poslovili in se zahvalili vsem novinarjem, ki ste kljub vsemu spremljali novinarsko konferenco. Hvala lepa.